Poglejmo si, kako si naredimo testni izračun dohodnine s pomočjo podatkov, ki nam jih posreduje delodajalec in pa s pomočjo portala e-davki. Na levi strani vidimo spletno stran oziroma dokument z podatki Janeza Novaka in njegovimi dohodki, ki jih je prejel v določenem letu. Kljub temu, da so podatki zapisani za leto 2017, si bomo pogledali, kako to naredimo za vaše dohodke iz leta 2018. V tem primeru bomo upoštevali še olajšavo za vzdrževane družinske člane, torej Janez Novak je imel 2 vzdrževana družinska člana, 2 otroka, ki jih je seveda njegov delodajalec upošteval pri izplačilu posebnega dohodka skozi celotno leto. Pa si poglejmo izračun. Gremo na spletno stran e-davki, v iskalniku pišemo izračun dohodnine in med zadetki najdemo vrstico pripomočki, testni izračun dohodnine. Testni izračun dohodnine ima vrstica na koncu 3 pikice, to je povezava, ki jo kliknemo in pridemo do spletne strani pripomočki. Na vrhu strani vidimo testni izračun dohodnine in pridemo do raznoraznih obrazcev za različna obdobja oziroma leta. Napoved za odmero dohodnine 2018 je čisto na vrhu. Mi bomo uporabili obrazec, ki ga bomo na koncu uporabili zgolj za izračun dohodnine kot testni izračun. Pa vnesimo ustrezne podatke. Najprej seveda ime in priimek, datum rojstva, naslov prebivališča, davčno številko, poštno številko, kraj in po potrebi lahko tudi telefonsko številko, vendar je za testni izračun nepotrebno. Bistveni podatki so seveda dohodki. Janez Novak je v letu 2018 prejel dohodek 21 000 evrov, od tega je plačal 4500 evrov prispevkov in pa 2200 evrov akontacije. Prav tako je prejel regres v višini 690 evrov, za katerega je plačal 132 evrov akontacije. Če bi imel še kakršnokoli druge dohodke iz zaposlitve ali drugih dejavnosti, jih seveda vnesemo v ustrezna polja. Pomembno torej v našem primeru je še olajšava za vzdrževane družinske člane. V tem primeru tukaj vidimo, da je Janez imel 2 otroka, enega starejšega od 18 let, enega mlajšega od 18 let in da je imel oba otroka prijavljena od januarja do decembra leta 2018. Recimo, da je to Metka Novak, ki je bila rojena leta 1993 in je otrok. Dodamo še novo vrstico in dodamo še drugo hčerko, Jano Novak, davčno številko in pa predvsem leto rojstva, ki pa je otrok mlajši od 18 let. Dodamo datume oziroma mesece časa vzdrževanja in naši podatki so popolni. Ko vnesemo ustrezne podatke, kliknemo testni izračun dohodnine. Opazimo, da bo Janez dobil pri odmeri dohodnine vrnenih 838 in nekaj evrov. Na ta način si torej tudi sami lahko izračunate, kaj vas čaka v prvi polovici leta 2019.